Dobro jutro. Jaz Sonček že pozdravljam. Ne vem pa, kaj vi počnete. Vsaj kofi, a? Ali ne, kofe ne smete. Joj, kofe ni v redu. Čaj. Tudi kuhane stvari niso v redu. In pol pa smuti. Ne, tudi ne. Za želodec ni kul baje. Ker more želodček, more jabolka sam zgrist, ne baje. Zdaj, če ti jih zmelješ, pa neki, pa si spet prebavni trakt frderbo. A veste to? Pa je zanč mi nekdo rekel, stari moj, ne moš ti brez mesa. Mi imamo zobe za mesojedca. Ja, no pa daj mi kakšno pašteto. Vsaj pašteto, ja, se je za mesojedce, halo, se si ja tigru podoben. Življenje je ful bolj simpel, kakor nam pravijo, veste vi to. Pa je tako nekako, sploh človek ne pravi v trgovino, če bi mu vrt. Vrt tak, ki ga je star ata pustil, ne vem, 4 jabolka, 2 slive, 2 fige, malo trte, maline, robide, pa kaj so brusnice, vse, to so te vse trajnice. In če bi človek to posadil, pol tudi solata ne pravi flancata, veš. Čist simpel, ti greš čez vrt in že dobiš vse, kar rabiš. Sam mi nismo tako šli, ne. Mi smo bili nabiralci, a veste vi to. Mi tudi predelovali nismo, mi smo bili taki lenuhi, da tudi predelovali nismo. Malo smo si zamišljali, pa se je manifestiralo, kaj že ona, Taj Mahal, ne. Taj Mahal je bil baje manifestiran z mislimi. Svašta, No, in zdaj s temi mislimi, ne, to pa kar verjamem, se pa da kar marsikaj nagruntati, pa narediti. Zdaj pazi, ti si zamisliš, da boš gledal sončni vzhod in se usedeš na sonce in zagledaš sončni vzhod. Daj mi reči, če ni to manifestacija iz prve roke. Ja, poenostavljene stvari, ne. Pa tudi recimo, če si zamisliš, da bi ti grad imel, ne, pa se tudi to da, ti sem v bistvu rabiš kamne začeti premikati, veš. Najprej enega, ne moš ti zdaj danes reči, jaz bi imel grad, jutri pa grad bo. Ni to tako. Ampak korak po korak. In korak po korak gre tudi naš vzpon osebni, duhovni. Ta kekčava zgodba, da ne bomo zdaj šli mi v strašne meditativne jajca, pa čakre vrtiti, pa tibetanske posode poslušati, ker fajn bi bilo, če bi vsi vi vsaj poslušali, recimo, za začetek. A veš, da poslušaš, kaj ti kdo pravi. Da recimo utihneš, to fafalo zapreš, papalo, ne, kakor papaš, da to papalo zapreš in začneš poslušati. In jaz sem tlele že en čas, tle spremljam Sončka in marsikaj človek zasliši, a veš, tlele Martinček pa šumi zadaj iz skale, tamle imajo ptički svojo veselico, tamle imata 2 svoj boj, tamle v daljavi se sliši eno tako bolj ptico. Jaz tlele na Primorskem še ne poznam vseh teh ptičev, ne. Sam se bom izobrazil, zato ker to me zanima, kakšni so ptiči pa kakšne so gobe. Zdaj malo še razmišljam, če bi pse navadil na tartufe, pa da smrčke damo na tla, pa naredimo kakšen biznis, ne, recimo. Ne, sej ne. Mislim, bom, veš, da bom en tartuf bom kupil, pa tle po vrtu ga skrival, pa da vidimo. Bom investiral, se temu reče. Pa ne še, sej se ne mudi. Poslušaj, to sem hotel reči. Poslušate, a vi slišite naravo? Slišite vi ptice? Ali slišite sam hrup? A vi poslušate glasbo? Kakšno glasbo poslušate? A iz radija iz tega radija imate ful? Ali pa poročila? Danes pa je obvezno cepljenje, pa bo jutri spet nekaj. Kaj poslušate vi? Ta jajca, sistemska, ali boste začeli poslušati stvari, ki jih imate radi? Mislim, ne vem, jaz si dam najlepšo glasbo, ker jo imam rad, ker me dvigne. Mislim, jaz sem zdaj že, koliko je ura? 7 pa 16, jaz sem pa 2 uri pa 20 minut po koncu. Ampak v tem času sem jaz že kar pogoltnil ene glasbe in to take, ki jo mogoče tudi vi celo slišite v ozadju. Mogoče pa ne. Ker sem telefon dal takole malo za obtuček. Za obtuček, ne za občutek, za obtuček. Skratka, slišati je treba stvari malo globje, kakor so zares na vrh. Hočem reči, da glasba ima več nivojev. Najprej je ritem, pol je melodija. Pol znotraj melodije so inštrumentki, zvončki, violince, drobne kitare, pa od spodaj bas, se pravi sama melodija, pa pol struktura melodije, s česa je ta melodija narejena, iz katerih inštrumentov. Pa imamo pa še besedilo čez. Zdaj vse to je lahko manipulacija, lahko so pa zdravilje, ne? Naše zdravilje, ki nas spravijo v milost, v blaženost, v hvaležnost in v dvignjene kocine.
Jaz ne vem, koliko vi to vidite, z moje strani se kocine vidijo. In glasba je prav prva, ki zna dvigati kocine. To so tisti občutki, o katerih vam jaz govorim, ker kocina vam lahko dvigne sam misel. Sami jo lahko sproducirate, sami jo lahko ustvarite. Glasba je pa super pomočnik, da vi začnete sploh doživeti ta feeling, ta občutek, ko se kocine dvignejo. Kaj lepšega, kaj ni. Meni gre kocine po koncu, to pomeni, da mi je super. Celo še drugače. To je odgovor univerzuma in odgovor je da. Kadar delate prav, takrat se kocine dvignejo. In največkrat se kocine dvignejo, kadar delate stvari ful radi. Se pravi iz sebe ven. Ne zdaj, ker je šef rekel, morate delati, vi pa kocine dobite. Najbrž. Sam ta kabala je še tu zašraufala. Joj, me je dal tukaj delati, so mi šli kar kocine po koncu. Ne, ti niso šle. Lažnivci. Eni. Kocine grejo gor, kadar je lepo, pa kadar je prav. Ja? Okay. No, in zdaj v tej glasbi je super, če se znate vi utihniti, pa umiriti, pa prisluhniti 3 minute glasbi. Tako kot prisluhnete, 3/4 ure meni. Zdaj ne vem, s kakšno globino mene poslušate, ampak dobro, jaz nimam nekih strašnih, bom rekel, glasbenih ukraskov, tle godrnam v ta mikrofon. To pa znam, še malo pa sem še ne se hecam, še pet bom začel, že nekaj godrnam, pa mrmram. Zdaj ne vem, a vi kaj mrmrate, sem vse to vas že opozoril, da mrmranje je super, se pravi, kadar imate, jaz sem kalusi, poberem smeti tle, iz glave. Mrmranje, se pravi, če ti je všeč pesem, pa tole glih ne poznam, ne morem demonstrirati, ampak in slej ko prej v lepi pesmi, tale je mogoče malo prehitra, če vzamete malo počasnejšo, sem vam tudi že rekel, Angel Music napišeš tam v YouTube in dobiš take lepe, nežne harmonije, ob katerih se da mrmrati. Da pa se mrmrati do tega, da vi boste znotraj teh različnih frekvenc, različnih nivojev, prišli do svojega resonančnega om. Ja? In ta om je bistven zaradi tega, ker zelo pomemben, ker vibrira vaše celo telo. Mi celi vibriramo drugače, na ful različnih nivojih, ampak ta glasovni om je pa ful pomemben, ker cel trup, pravzaprav vsaka kost vibrira. Vibrira vse v glavi, tudi vsaka koščica, veš, tle v ušesih imamo, stremence, kladivce, nakovalce in te stvari, vse to vibrira. Vibrira glasilka, vibrira nosna votlina in konec koncev cela lobanja in prsni koš in na koncu tudi kosti noge. Zaradi tega so Tibetanci tako radi rekli om, padre, madre, om, ali kaj še so pa dodali zraven. Nima veze, najbolj bistveno, da vi mrmrate in da vi najdete svojo resonančno frekvenco. Resonančna frekvenca je pa tista, kjer se v bistvu vaša glasilka pa vaš trup prideta glih v tako korelacijo, da v bistvu se poveča intenziteta. Zdaj, to sem pa preveč zapeljal v moje strokovne vode. Ne, simpel ka pasulj, mrmrejte. Zdaj, tudi smrčanja spada v to kategorijo, tako da ne se zdaj razburjati, če vam žena pravi, da pa ti smrčiš. Ti moraš reči, jaz mantram, meditiram, pa je stvar rešena. Dej pa še ti malo pomeditiraj, pa malo bolj globoko za smrč. Ne, se ne gre to čisto glih tako, ampak mrmranje, ja, to je to. In tle je om, pride ven ta I am, om, all, am, mičkam tudi besedna zveza. Pa se vračam nazaj, a slišite kaj poslušate, a slišite naravo, a slišite ptičke, poslušate glasbo, a poslušate sogovornika svojega, ali mu skačete v besedo, ali je vaša zgodba najbolj pomembna. Jaz sem že rekel v Desiderati, da je prisluhni tudi drugim in neumnim in neukim. Tudi oni imajo svojo zgodbo. Jaz sem zraven še DJ-ja, veš. Dajte prisluhniti drugim, kaj vam imajo povedati. Tako kot zdaj recimo prisluhnete meni. Rečete mulcem, ki vam težijo, pa dej tišina, čak samo malo, zdaj imam Turšiča tle,
na enak način dajte probati poslušati tudi sogovornike, ne jih motiti, ne jim skakati v besedo, pa ja, sej jaz tudi, ja, pa sej moja tudi, ja, pa sej jaz sem takrat tudi to, jaz sem tudi ful tako zelo pomemben kot ti. Ni to point. Komunikacija seveda vključuje tudi to, kar sem glihkar povedal, ampak ne s presekanjem teme. Ja? Okay. Se pravi, tle pridemo pa že do spoštovanja, prisluhnimo pa ne skačemo v besedo, ker ga spoštuješ, ker želiš slišati njegovo zgodbo do konca. Tukaj do mene pride marsikdo, ker nima sreče, da bi ga kdo slišal v življenju, pa si misli, vsaj Turšič me bo poslušal. Ja, bo, ni panike, z veseljem drugače, ker ful mi je všeč te zgodbe slišati, tudi včeraj sem rekel, dajte mi kaj napisati, kakšno zgodbo tako, ki jo imate, če morate dati kaj iz sebe. A če morate, vi morate dati vse iz sebe, kar vas bremeni, na papir, skozi besede, ali pa vsaj skozi misli. Ni fajn, da v mislih vi te vrtite zdaj to, pa šraufate, pa rečete, zdaj moram pa razdelati. Ne rabiš nič razdelati, ti sam povej. Jaz sem marsikatero svojo travmo v svojih mislih sam sebi povedal, pa dostikrat se jaz malo sam sabo pogovarjam tudi na glas, se mi zdi kar fajn, malo tako, da sam sebi godrnama, veš. Sam sebe poslušam. Kako smo že rekli, kadar se pogovarjaš sam s sabo, se pogovarjaš z Bogom. Torej se pogovarjaš, Bog z Bogom se pogovarja in mi smo bogovi, ja, in boginje ste. Tako da veste, niste vi kamni padli dol kaj 9. kamen od sonca ali kaj že. Ne, ni to tako. Pa če se vrnem nazaj na poslušanje, zdaj pa vzamem plonk cegelc, ker sem si napisal nekaj v šov poslušanju, slište vi musko, slište naravo, slište sogovornika, slište, čakaj, moram prav obrniti še list, ker imam plonk cegelc na 2 listih, a veš to. A vi slište tiste ljudi, ki govorijo o ljubezni? Ali vi slište samo one, ki govorijo, kakšna drama bo, kakšna štala bo na jesen, kdo bo predsednik, pa zakaj mi rabimo predsednika? Seveda, valjda, itak, sej sistem se ne bo prevrnil, pač novega predsednika rabimo, ne? Ali pa zdaj so bolj predsednice moderne, ne? Sploh ta je aktualna, je v bistvu vse že izbrana. Vi pejte volt, kar čete, Musarjeva bo pa predsednica, ker je itak že rekla, da pravica do necepljenja ne obstaja, tako da ona ima kar tendenco pri kabali, ne. Kabala ima rada take ljudi, strašno, ki se zavzemajo za človekove nepravice, mislim, jaz ne vem, kaj se ona bila. Kaj je bila ona? Varuhinja človekovih pravic, ki pravi, pravica do necepljenja ne obstaja. Stari moj, ti, kaj pa pravica do sekanja javorjev v mestih in sajenja češpela, ta pravica obstaja? Če smo na začetku, kaj bi bilo prav, mi smo nabiralci. Obstaja kakšna jablana v Ljubljani še, ali pa kakšna hruška, ne? Da bi človek, ki je lačen, pa ki gre v šolo, v službo, pa bi čoknil eno. Obstaja, ne, javor, to je super, javor. Mislim, a veste, kaj so je dali kot opravičilo, zakaj morajo sadno drevje ven? Ja, kdo bo pa poberal pa to gnilo sadje, pa bodo ose. Štekam, ja. Ti, kdo bo pa listja pobral? Ja, to pa imamo komunalo, sej to komunalci vse zrihtajo. Se pravi, listja lahko, sadja pa ne gre. Razumem, ja. Pa še šnopc bi imeli. Jo, to so pa alkoholiki. Ne, zdravila so to, jebemtiš, sem na 1 liter, ne. Mal za šalo, pa ful za res. Sadno drevje bi lahko imeli. Ampak ta pravica, da bi jaz posekal tisti javor, pa zraven jablano posadil, ta pravica pa tudi ne obstaja, a ne da ne. Ampak to ni pomembno, glavno je cepljenje. Cepil jih bom jaz kaj jablano, pa bom jaz tiste jablane naredil zdaj hruško, ker znam jaz cepati tudi, znam, čeprav jablano na hruško ne gre, ampak to cepljenje njihovo, mislim, ne, v bistvu imam še boljši predlog, jaz bi njih, te naše genocidnike, ne, vse, ki so zdaj dohtari, pa ravnatelji, pa politiki, pa komandirji, pa vse to, jaz bi tudi cepil kot drva. S tako kvalitetno nabrušeno sekero, veš, da sem tarsk, pa na 2 kosa pade. Tako, ker je rekel, kaj že bil krjavelj, ki je ga dal. Samega vraga sem presekal in to na 2 kosa. Ja, kako pa veš, da ga na 2 kosa? Ja, ker je padel v vodo, je najprej naredil 4, pol pa še bunk, ne. Tako da sta bila 2, 100%. Jaz upam, da vi slišite ljudi, ki se smejejo, da vi slišite ljudi, ki govorijo o ljubezni, da vi slišite ljudi, ki vam razlagajo, da je svet lep. Jaz upam, da slišite ljudi, ki vam razlagajo, da je vse dobro, samo morate pri sebi razčistiti, nehati delovati negativno, nehati misliti negativno, da morate
biti optimistični, da morate sezuti čevelj, pa bose noge, pa da morate popiti precej vode. Jaz upam, da slišite te ljudi, da ne ignorirate vsega tega sranja, da se ne palite na to, katera fuzbal tekma je bila, pa kdo je zmagovalec, pa kako bo treba maske zdaj spet nositi. Sem včeraj videl eno gospo v Hofru, v neki trgovini, ki je imela masko, do vrha. Pa kakšen strah je to v ljudeh? Pa koliko moraš biti ti prestrašen? Mislim, med tem, ko se mi pogovarjamo, da virusi sploh ne obstajajo, ima ona masko gor, da jo ne bo virus kresno. Mislim, je bil jaz kresno, kaj okrog ušes. Res, pa sem se zadržal, nisem hotel še jaz jo pol. Mislim, kaj sem ji hotel reči, gospa, ta strah je odveč. Veste, vas ni sram, da ste tako neuka, da ste tako indoktrinirani. Ali hočete dokazati, da sodelujete z Musarjevo, ali s kakšno drugo kandidatko predsedniško, ali pa predsedniškim kandidatom. Pa da smo si na jasnem, vse te predsedniške kandidate, ne bom tako rekel, drugače bom povedal. O farizejih sem govoril, se pravi o lažnih profetih. Farizeji so lažni glasniki, ki se imajo za glasnike luči, ampak oni v bistvu vas zavedajo. Farizejev je na slovenskem in svetovnem nivoju ogromno, praktično, ne bom rekel procentualno. In zdaj, ko so bile parlamentarne volitve, ali kakšne so že bile une volitve, ki smo jih prej imeli, neki pač ta jajca politična, se veš, ko smo zbirali tega, kdo bo predsednik vlade, zdaj, golob na strehi, vrabec v roki, pa to zdaj Janša je odletel, ampak ta golobica je revež bil nastavljen in more delati tako, kot mu rečejo. Dolgoval je, veste, ene stvari. Je se malo vse zakavsal, bi človek rekel, zakvačkal. No, ampak takrat smo imeli mi, predtem smo imeli v koroni, ne vem, Potrča lahko omenim, Potrč, ker je že javna osebnost. Fejs dečko, jaz sem ga kar spoštoval, sem kolega Fance v glasu iz tam gor, mislim, podpira Slovenijo in tako. Ti posobe pa volitve, pa je on, hop, z golobčkom parjatu ratov. Torej se je izkazal kot farizej. Pa isto velja za Stojanoviča. Tudi on je bil, resnica, pa zdaj pa je pa s politiko. Ne moreš ti biti glasnik luči, če govoriš o politiki, zdaj pa se ukvarjaš s politiko. No in takrat smo imeli prvi osip, takrat se je marsikdo umaknil, zdaj pa ostalih imen ne bom, lahko mogoče malo nakažem. Ostalih imen ne bom, ker jih vem, pa nisem še toliko nesramen, da bi krenil. No in zdaj čakamo pa druge volitve. Te druge volitve bodo pa naredile drugi osip, oziroma ga že delajo, tisti, ki opazite, kateri ljudje so zagovarjali te, bom rekel, človekove pravice, kaj nam dela, pa to, so zdaj že spečali s predsedniškimi kandidati, torej imajo že apetite, torej ne gledajo naprej od tega, kaj bo ta svet prinesel, torej ta svet naprej prinaša razpad sistema v kompletu, zato pa jaz lahko takole govorim, da zvinjene gravžne ne pocrkajo pod giljotino ali pa na špagi se visijo, ker morajo, ker so proti ljudem, ker so genocidniki in oni so nas hteli pobiti. To morate se zavedati. In ne moramo zdaj reči, oni so nas hteli pobiti, zdaj mu dali pa je na druge gor, da nas bodo rajš oni pobili. Se zastopimo. Predsednik kot tak ne bo. Sploh pa predsednik, kaj je to zdaj njegova funkcija, da se v smetarje obleče, pa gre smeti pobirati, pa malo poštarja, pa malo frizerja, kaj vse se je šel še ta naš lepi pahi. Pihi, pahi, pohi. To je vse, veš, tem istospolne usmerjenosti tudi grejo kar bistveno dlje, kar si upate misliti, Ker jaz ne verjamem, da je vse lepo. Ne, da ne verjamem, vem, da ni vse lepo, ali pa tako, kot nam razlagajo. Pa da se vrnem nazaj. Slišite ljudi, ki vam govorijo resnico, ali poslušate tiste, ki govorijo stvari, kot jih vi razumete, kot jih želite razumeti, pa kot jih želite slišati. Torej, da bo jesen ful štala, pa da bo ful drago vse, pa da ne bo elektrike, nafte, plina, ker Putin prasec stane, bo pa res vse prišraufal. Ne vem, kaj hočete. Jaz sem radio že davno ugasnil, pa sem delal na radiju. Glih, zato sem ga ugasnil.
Pa televizijo sem tudi ugasnil. In ne boste verjeli, tudi na televiziji sem delal, sicer kot audio inženir in jaz vem, kaj so oni lagali. Nisem poslušal, pa sem slišal vse te jajca. In to ni za jest, mislim, v ušesa, ni to dušna hrana, da se človek glih hranil s poročili. Po poročilih imaš pa športa 20 minut, pa še 15 minut vremenarke, ki zdaj, če ni dosti slečena, sploh ni zanimivo. Ne vem, se mi zdi. Ne vem, unita pravi so pa itak šli, kaj je že bil Trontelj, ki je rekel, ki je imel zmeri rožico, faca je bil. Pa je rekel, da bo vreme takšno in takšno in je javno vam povedal ksiht, da ne verjame, da so vse to naravni pojavi. Torej je on že kdaj dal vedeti, da se vreme modificira. Se je modificiralo, zato ker zdaj se pa več ne. To je moja trditev. Jaz, če vidim tamle črte na nebu, pa jih ne, sprejela sem gledal avione, pa jaz sem črtica čist kratka, pa pol, ki malo zamena, veš, kada v drugo, malo neha biti črtica, pa pol spet črtica, pa pol da v tretjo avion. Ne, sej ne, on ne menja brzin, da ne men, čist, jaz se tudi malo pohecam vmes, da ne bo, ste zdaj preveč resno, me je mal. Skratka, ljudje pravijo, še so chemtraili, pa nas špricajo, pa sem zbolel, zato, ker so me špricali, pa tako. Jaz pa pravim, vse to so zdravila. Je ti Turšič, če so zdravila. Ja, kaj so strupi? Ja, valjda so strupi. Kako pa ti to veš? Ja, sej, vsi to govorijo. Ja, vsi že govorijo, ne, sem kaj pa ti misliš v tvoji glavi, je pa bolj bistveno. Ker naše misli skreirajo bistveno več, kot si sploh upamo misliti, pa kot smo si sploh upali razmišljati. Zdaj nekak čas kaže, nam odpira kanale, bom rekel pa, jaz kar verjamem, da vem, naše misli so ful čarovnik, res, imagination je kljub vsemu noter beseda M-A-G, magic, it's a kind of magic, ampak to ni ta čarovnija, hitrorokec, ki vam reče, vidi rukice, ne, je osjećaš ti, moj prst v šupku, pa osjećam, vidi mi rukice, pač na to sceno, to ste neki čarovniki, magi, ampak to ne spada v kategorijo imagination, naše sanje, ker Enja, poznate Enjo, glasbenica Enja je rekla, sanje so dragocenejše od zlata. Pa da mičken se zdaj še poetično, še mičken bolj zakajlam, manj je več. Ja, manj je več. Torej, še malo manj je pa v bistvu še malo več. In najmanj je največ. In v bistvu nič je vse. In zdaj pridemo pa do Kosovela, ki je pa rekel, kaj je že rekel? Gnoj je zlato in zlato je gnoj. Neskončno je nič in nič je neskončno. Oboje je večje od, kaj že, AB ali ABC. Skratka, kdor ima dušo, ne potrebuje gnoja, kdor nima duše, ne potrebuje zlata. Kosovel ni bil toliko bukov, kakor so nam probali razlagati. To iz osnovne šole spomnim, ali srednje, saj ne vem. Ampak mi je ostalo v glavi, sem se rekel, tale fant ni bil bukov. Sam jaz ne morem razumeti, jaz imam še kaj za razmisliti. Pa vi tudi, da boste prišli čez. Čakaj, zdaj me sta regi zamenil. Sem še DJ, sem rekel že prej, ne. Pa tako sem lepo. Evo ga, ta je lepa. I don't want to talk about it. Ja, valjda, ker so se namržali, zato pa nismo smeli govoriti o ljubezni. Ne? Smo bili ljudje cinični do ljubezni, jebemti. Pa ljubezen je univerzalna, veste kaj je ljubezen, ki vas bo ona vplajhala, boste rekli, jaz sem pa sam Štefko imel rad, ne. No way, ko ona milost prinese, blaženost in ne vem kaj. Čakaj, še sem. Slište optimiste, pa če še kaj slište? Alright, kaj smo rekli, slište, pa pejte nazaj poslušati, ker zdaj sem pa že jaz pozabil, kaj vse sem vam povedal. Ne, ne bom se dvakrat ponavljal. A slište mogoče izmed vsega tega pa tudi svoje želje. Kaj imate radi? Kaj si želite? Kaj bi? Pa bom dal svoj primer. Jaz sem hotel biti tabornik cel life. Evo me. Glejte to, kaj mi je life prinesel nasprot. Življenje mi je reklo, a greš ti med tabornike v rajski vrt? Stari, zakaj pa ne?
Mislim, vsak korak je improvizacija, nič ni tako, kot si zamišljate v mestih, nič ni po normah, ker norme ne obstajajo. Norma je samo to, da pač, če si lačen, moraš pojesti. Zdaj, normalno, ja ne vem, normalno je z rokami. A ja, ne, z žlico. A ja, ne, s palčkami. Zdaj, kaj je normalno v tej jebeni normi, ne? Mislim, normi so tisti, ki pravijo, da normi so tisti, ki so se šli cepati, ki so nosili maske, ki so ubogali. Tu so normi, se jim reče, zaradi teh jebenih normalnih norm. In normalno ni normalno, ker mislim, za pajka je normalno, da ima mrežo, za muho pa ni normalno, da se v mrežo ujame, ne? Za njo je to kaos. Tako da dajte probati razmišljati, kdo ste, a ste pajke, a ste muhe, če gradite mreže. Pa ta dušni svet se težko zdaj opiše v črno na belo, vse skozi neke prispodobe. Dajte probati slišati, kaj imate radi. Ker jaz sem že rekel, imejte se radi in dajte tiste stvari sebi, ki jih imate radi. Delajte, kar imate radi in počnite, kar imate radi. Se ni nujno, da na koncu rata stvaritev. A veste, mislim, mulci ful radi delajo potičke v peskovniku. Pa pol pride plima, gotovo. In mučki pridejo drug dan in top, odlično, gradbišče je ponovno in začnejo znova in znova in znova. In greš, in greš, in greš, in greš. Kdo ve, kot gre tvoja prava pot. Našraufali so nas, nainštalirali so nas, da boš končal srednjo šolo, itak si se premlad odločil, kaj boš, in pol smo to delali cel life. Naši starši, stari starši in nasploh predniki so delali celo življenje ene in iste stvari, pravzaprav sem tiste, ki so jih znali. Ne tiste, ki so želeli, tiste, ki so znali, ker so morali. Morali? Ne. Tako so bili naučeni. Da pač je treba tu nedeljo v cerkev in za v cerkev ta lepo obleko, za doma pa ta grdo. Mislim, jaz sploh ne bom šel kaj noter, bom enkrat v cerkvi naredil svojo oddajo, ali pa tudi ne, saj veste, da je svinerija non plus ultra, čeprav v Bibliji vse piše, ampak oni so to Biblijo čirule, čarule, in zdaj morate vi ubogati, pa dati v puščo dinčke, pa zdaj vstani, pa sedi, pa vstani, pa sedi, pa evangelij, pa sveto pismo, pa je rekel, to je Kristusovo, kaže, kri, ki se daje za nas, pijte mojo kri, ki se daje za vas. Kdaj, v katerem delu je Jezus Kristus rekel, daj pij mojo kri, na, požri. Se vam zdi? Po katerem delu Biblije je rekel Jezus, da ima ful rad križe. A veš, da imamo simbol Jezusa Kristusa so križi. Jezus ima ful rad križe, a ne? Ja, ful, najbrž da res. Najbrž se vam tel povedati, da če boste na glas govorili o resnico, boste križani tudi vi. Zato je bilo pa treba, vstanite, molite, prdnite. A ja, ne, to je pa grdo. A ja, ne, ni grdo, naravno je jebem tišče, pa mora zrak ven. A veš, če ne gre zrak ven, pa gre po hrbtenici to, gor, ne, tle gor v glavo in od tam ljudje dobijo usrane misli. Usrane misli pa imajo, ja. Ne, moram malo se še pohecati, ne boste mislili, da je duhovnost ena sama resnost. In pa to sploh ni duhovnost, to je življenje. Kekec je bil duhoven, ampak ni nikoli rekel, jaz sem pa ful duhoven. Tako da bodite pozorni, ti farizeji tudi zmeri rečejo. A veš, jaz sem Matej, jaz sem tudi tako duhoven, kot ti. Aha. Pa jaz sem kekec, jebem ti, kakšna duhovnost, kje si ti zdaj najdu duhovnost? Ja, ne, to, veš, to, kad ti govoriš, pa to, jaz to isto imam, ne. Kulja. Jaz bi želel, da bi vi bili vsi tako, sam ne mislim duhovnostjo ga srati. Prav je, da se poglabljate v sebe, da niste čist materialni, ker materialno je samo del našega življenja. Mi smo vse, materialno pa duhovno smo mi. Ne? Ta dušni svet, notranjost, energetski del, ki ga v bistvu se ne da videti. Ja, pa Turčič ne moš tako, ker energije se ne vidi. A ja, da se me ne vidi, ker letim kot helikopter, to pa ne, kot propeler se tlele vrtim. In pravi ljudje, pa dej malo se vstav. Ja, pa prej si rekel, da sem prehiter, zdaj pa, prej si rekel, da sem len, pa da se ne vidi nič, da sem sedim, pa zdaj pa vstav se. Dajte se malo odločiti, kaj je zdaj gut. Ne, samo hočem reči, atomic energy imamo noter in kadar se on zbudi, je on neprekusljiv. Ni šanse, da je kaj močnejšega na svetu in nič ne udari tako, kot udari ljubezen. In to je, ljubezen premaga vse, ampak ne govorim zdaj o ljubezni, zdaj imam pa rad metko in metka je nepremagljiva. Ne, ni to ta. Ljubezen je vse prežemajoča ljubezen, ki je tukaj in zdaj. Zdaj vi jo morate samo not vzeti, pa dovolj, da pride noter. Ne pa, da strah futrate. Zdaj sem pa
prišel že do 29 minut, zdaj moram pa hitro končati. Hmal se bom poslovil, še nekaj 20 minut pa smo fertik. Butel eden Turšičev. Zdaj jaz sem dal, a kaj slišite, a kaj vidite, a kaj čutite. In zdaj smo komaj, a slišite, obdelali. Tako da bom jutr najbrž dal, ne, jutr je pa nedelja, ne, ob nedeljah pa ne delam, ne, razen en live zjutraj počem. Mogoče, če ne bo dež, pa če ne bo sapa, bom pa kar zjutraj en live naredil, zato da bo malo drugače, da ne boste mislili, da mora biti vse po tempu pa po ritmu. Zdaj bom pa jaz še eno dal, zdaj bom sam nasul še par lepih, pa res končam. Sidewalks. Sidewalks pomeni stranska pot. A vi hodite po avtocestah ali hodite po stranskih poteh? Na stranskih poteh, peš poteh, se pokažejo lepše stvari. Tiste, ki so načeloma ljudem, masam ljudi skrite, ker ljudi so peljali po avtocesti, stranske poti pa so ostale same in prazne. Route 66 je ena izmed takih, če ste gledali risanko Avtomobili, tudi sinhronizirana v slovenščino, krasno razloži točno to, da odkar je narejena avtocesta, ljudje samo drvijo. In drveli smo v življenju k norci. Noben se ni znal ustaviti, noben se ni vzel časa za postanek in ujet lep pogled, lep sončni vzhod, sončni zahod ali pa sam naravo. Na avtocesti tega ni. Je muzika, je radio, tak je super, ne. Ja, mašine dvigamo v nebo in to mašinerijo bedno smo mi spodbujali, da je funkcionirala. Ok, pejte na stran poti. Na stran poteh boste našli malino, boste našli robido, boste našli kostanj, boste našli gobo. Na avtocesti vsega tega ni. Pa še nekaj, če boste šli peš po teh poteh, boste najdli tudi sebe, by the way. Zato, ker korak, pa naslednji korak, sem že rekel korak po korak. So tudi pesniki govorili, ne, mislim, da je to Parni Valjak. Je rekel korak po korak, ali pa ni bil Parni Valjak. Ne morete iz nič ali pa iz stopnice 66 skočiti na stopnico 1000, ne gre. Pač naslednjo pa naslednjo, ne se sekirati, če gre počas, najbolj bistveno je, da se premaknete, da se ne premaknete v napačno, ampak v pravo smer, barem en korak. In naj bo en korak pozitivna misel, da boste optimisti, ne biti pesimisti. To je pač, dajmo prvi korak, ampak da boste optimisti tudi jutri, pa pojutrišnjem tudi. Ritme je začela boliti, zato se malo premikam, pa se tudi slika premika, zato kad bili na barki, ja. A veš, ko lahko je vse hec, lahko je pa vse ful resno zategneno. Nič več ni sveto, ker je vse bruto in neto. Ja, svete so moralne vrednote, svete so etične načela, svete so srčne linije, čakre in srčne želje. To je sveto. Te pa ne gre na bruto in neto, ne da se zaračunati in ovrednotiti, koliko je vredna ljubezen. Tega, kar ljubezen je, se jo z denarjem kupiti ne da. I don't wanna talk about it. In v molitvah smo in mi in ljudje pred nami prosili za boljši svet, za spremembe na gor. In bodite vi na nove začetke in nove širine pripravljeni. Naš čas je tukaj in zdaj. Poli se menjajo, konec je časa, epoha, apokalipsa je tukaj in zdaj, nevihta je nad nami in ta nevihta čisti kabalo, satanizem in vse, kar je telo človeštvo iztrebiti. Svetloba zmeri zmaga, ljubezen premaga vse in ljubezen je zmagala, je tudi naslov ene pesmi, ki jo bom tudi vam dal v prihodnje. Tukaj je naš čas za tiste, ki imamo, ki dobro v srcu mislimo. Ne? To je to.
Je pa res, da morate biti optimisti, pa da morate se odpreti, pa delati stvari, tiste, ki jih delate radi. Še bolj in še več. In poslušati, kar imate radi. Aha, in če se nekaj odločite, da hočete tisto, kar imate radi, se odločite, da boste to počeli, vas proba neka zunanja sila, jaz ti rečem, narcisi, a ne? Joj, ne morem brez te besede. Kadar se vi nekaj odločite, vas probajo narcisi od te odločitve odpeljati. Ustrajajte pri svojih odločitvah, ker so vaše in so za vaše dobro. Narcis hoče, da delate vi v njegovo dobro. Pazite na manipulacijo. Odločitev držite in ne popuščate, ustrajajte pri tem. Univerzum vas daje na test, ko boste prvič rekli, ne bom se predal kele, ampak bom svoje, boste dobili še en preizkus, pa še enega. Pazite na vse te preizkuse, ti preizkusi prihajajo skozi ljudi in situacije, da boste resnično, tako kot prvič, tudi 10-tič, stoično rekli, ne, danes nimam časa, ker nimam časa. Ja, kaj pa delaš? Nimam časa, sem ti rekel, in na koncu je pika. Ni na koncu vejca, ker ne rabite nobenemu polagati kart. Zakaj ne boste si vzeli čas za njega? Zato, ker ne. Zato, ker je nedelja, zato, ker je sončen dan, zaradi tega, ker imate svoje plane, svoje ideje, svoje želje in delate po svojih željah. Ven. Ne odstopajte. Ja? Zdaj ste rekli, ja, pa čuto, je pa pokakan, ja, valjda ga boste zrihtali, itak da ja. Ampak ne bo vas pa klical tam XY, kao, friend, pa rekel, stari, jaz imam danes nekaj zate. Tudi mogoče vam bo ponudil, ker tako malo sprostitve ti ponujam. Ne. Sprostite se lahko sami, ne s pomočjo narcisa, je prav? Evo, da vam dam še 2 nasveta. Nekateri ljudje so v tako popolni temi, da bi vas zažgali, samo da bi videli oni lučko, oziroma svetlobo. Ne jemljite tega osebno, zakaj bi vas oni zažgali. Res bi vas zažgali. Res bi vas pobili, zato ker imajo lastno temo pregloboko. Oni bi zažgali kogarkoli, samo da bi videli svetlobo, tako da ne zdaj jemati tega osebno. Ja? To je ena, druga pa je še ta. Kadar potujete v življenju sami, ste popolnoma odgovorni sami zase in za vsak svoj naslednji korak. In neizogibno je, da spoznate, česa vse ste sposobni. Torej, česa vse ste sposobni, boste spoznali takrat, da boste potovali sami. Sami. Ja, z narcisom to ne gre. Ko me ni glih krč prijel. Konc videa. A vas kaj krč prime? Ja, magnezij moram piti. Pijem ti, No, ne, evo se že boljš. Skratka, dej bodite vi prečudovito, jaz bom to soboto užival k norc, kljub temu, da smo rekli sobota dan brez digitalnih medijev, ajde, ne vam bo, enega Turšiča na brzino, pa res grem štihat. Ne, se ni treba štihat, je jesen, ni panike, pejte kostan naberat, gobe naberat, pa še zaplavati je tudi. Tam, kjer je voda, zdaj ne vem, koliko je na Cerkniškem jezeru, tam, kjer si fon požera, ampak v Izoli je še. Pa v Kopru tudi, tako da Žusterna ima še vodo, za Piran pa ne vem. Dej uživajte, pejte na lepše. Gremo mi po svoje, je bil tudi ten film, se ga spomnite? No, kar tako. Ajde, čaos!